zelo pomembna stvar je, da preprečam satanu, da me vpliv v mojemu življenju, da počnem stvari, ki Bogu niso po volji in ki jih sploh ne želim početi, ampak jih. Ena zelo znana pisateljica, pa ni znanstvenica, ampak ona je napisala, da smo ljudje ovce, TV je pa naš pastir. Na straneh psihiatrov, pa tudi drugih znanstvenikov, je en zelo preprost tale odstavek, ki sem ga našla. V bistvu morate, preden to preberem, vedeti še, v normalnem stanju so naši možgati v beta stanju, a ne? Ampak, ko smo mi hipnotizirani, se spremeni to v alfa valovanje, pač to je poimenovanje, ker naši misli, naš razum so električni impulzi, vemo to, a ne? V bistvu naša misel je električni impuls in s tem se v bistvu kaže, v kakšnem stanju so naši možgani. Prej mislim, ali pa še boste lahko prebrali, se v bistvu tukaj piše, naš razum pade v hipnotični trans v nekaj sekundah gledanja televizije. To zniža naše možgansko valovanje v alfa stanje, ki je večinoma povezano z stanjem hipnoze. Mi se vsak dan nevede hipnotiziramo. Prva stvar, ki sva jo midva naredila z Adamom, pa tudi videla sva, da nam uničuje življenje, da sva vrgla ven televizijo. Na internetu so našla čez 600 milijonov člankov o tem, kako je televizija slaba za naše zdravje, duševno, fizično, za naše odnose, ker kreira realnost za nas, ki v bistvu sploh ne obstaja. Mi živimo vsak dan v odnosih z realnimi ljudmi. Kaj nam pa televizija kaže? Kakšne vrednote nam kaže? Opazite sam, jaz sem imela enkrat vsega dosti, ko sem ob enih popoldne prižgala televizijo, pa sta se dva dajala dol. V zadnjo, ko sem prišla iz Mongolije po 19 mesecih, sem ob 8 zvečer videla reklamo za ne vem kakšen lubrikant, ki je ženska tam doživljala orgazm ob 8 zvečer. Ljudje smo se navadili na take vrednote, kaj se bo mislil. In če je 600 milijonov člankov glede tega, kako je televizija slaba, ker vpliva pač na nas. In če grem nazaj, v bistvu pod temu stanjem transa vaša podzavest postane dojemljiva za vse informacije, ki jih vi vidite. Gre se za držljaje, kako se v bistvu slike na televiziji tudi prikazujejo. V naravi, da bi vi videli nekoga sedeti, pa da mu šibajo slike čez, to ne obstaja. Naš razum, naša možgani niso narejeni na tak način, da bi lahko mi to dojemali. In te držaje na televiziji, ker se pač vse tudi imajo zračunano vse, koliko držajev morajo imeti v reklamah in koliko držajev recimo v filmu, da vas spodbudi. To je taka znanost. In bom zdaj sam enkrat omenila, jaz nimam zdaj celega tedna, da vam razložim vse v potankost, imam 1 uro, tako da bom mogla res skrajšati. To je res od vsega od nas, da se odloči osebno in mol pač Bogu, ker je pa to ogromna skušnjava. Ogromen člankov je tudi o temu. TV je heroin zmešan s hipnozo, da smo zasvojeni s televizijo. Preprost naši možgani, ki se tudi ta dopamin sprošča, hočejo to imeti, mi se ne počutimo več izpopolnjene, če nam nekaj ne miga pred očmi. Jaz ne obsojam nobenega, ampak pač to se je zgodilo, ker Satan ve. On je za tem. Druga stvar je res glasba. To je zelo en star članek, ampak je iz 85. leta, kako glasbena hipnoza je osnova diskursov o glasbi, ki vodijo do nevoluntarnega, torej nehoteče hipnoze, ne involuntary hypnosis,
neprostovoljne hipnoze, ki v bistvu posameznika Evropa avtonomije. Avtonomija je pač, da sem jaz samoodločen. Tako. In jih naredijo seksualno randljive. Moje življenje je bil prežet z glasbo. Jaz, kjerkoli sem bila, povsod je bila glasba. V bistvu tudi imela sem ful fantov. Odkje je to normalen? To ni običajno za enega posameznika, da leta ko čebela iz sveta na svet. Vse to je vzadaj glasba. To je en zelo kratek članek. Midva zadnja sva gledala 10-uren dokumentarc o tem, kako glasba, kako v bistvu Satan hipnotizira ljudi skozi glasbo. Gre se spet tudi za ta ritem. Se mislim, da imam napisan. V bistvu vse dobro raziskane knjige govorijo o zgodovini roka in v bistvu tega bita, ki je ritma, tega stila, ki izhaja iz vseh ritualov voodoo plesov iz Afrike. Torej v bistvu vsa moderna glasba, ki jo dejansko mi poslušamo, izhaja oziroma, ker prišla je pa prek afriških sužnjev v Ameriko in se je takrat vse lepo razcvetelo. To je samo od rock'n'rolla. Jazz je bil najprej, v bistvu gre se za syncopated rhythm in v bistvu res ne bom rekla vsa glasba, ki nima tega ritma, ki nima teh multiritmičnih elementov notri, ne povzroča tega našim možganom, ampak vsa ostala glasba pa povzroča to, da gre spet možgani v alfa stanje in da smo spet dovzetni za vse besedilo, ki je v glasbah. Pa tudi, če, mislim, recimo, da me vprašajo, pa moja domača, jaz sem ful rad mongolsko glasbo, a ne, pa to je v bistvu glasba v moji domovini, ampak je pa, a ne, oni imajo sploh, v bistvu v Mongoliji so šamani, ki z istimi, čist iste obrede imajo, kakor v Afriki. Isto se gre v voodoo, na bobne, v trans in pol vidijo stvari in se čist spremenijo in napovedujejo ne vem kaj. Stvar je v tem, da vsi te ritmi tudi pri nas povzročijo, da nismo več, da se ne odločamo mi več, kaj bo šlo v našo glavo, ampak vsa tudi domoljubnost države ali pa, ne vem, romantična doživetja ali pa narodno zabavna glasba, ko upeva pitje in prijatelje in plese, postane del nas. In to je za nas naravno, nam je to všeč, preprosto ne predstavljamo, kako bi mi lahko drugače živeli. Ampak na prvem mestu v našem življenju ne bi bil pa naš stvarnik Bog, ki je ljubezen. Ljubezen, nesebična. Ja. Jaz sem bila zadnjo šokirana, ker to sem jaz imela v predstavitvi že kakšne 3 mesece. Zadnjo sem bila šokirana, ker mi je ta mala sestrična povedala, da je šla njena sošolka na, kako si rekla, na Illuminati. Pač na Bibel je šla na koncert. A? Aja, ne, Nina, ti si rekla, ja, pač, da so šli probati ti hudiče klicati s ja, temi krogi. Parisa. Ja. Torej, v bistvu, Illuminati so v Sloveniji. Ne vem, če veste, Illuminati so najbolj razpiti satanistični klub. In vsi v bistvu najbolj znani pevci današnjega časa, Rihanna, Beyoncé, Bieber, vi pač mogoče ne poznate. Anastazija, oni javno priznajo, da so v bistvu učlanjeni v Illuminati klub. Torej, največji vpliv danes, ki ga ima svet na mladostnike, prihaja skozi glasbo in ta je od Satana. In ljudje se sprašujemo konstantno, pa zakaj ima življenje? Jaz res nisem bila v redu, no, ne vem, kako ne vam povem. Ker sem jaz v bistvu spravljala vse te stvari skupaj, še enkrat se mi
doživela sem, odprle so se mi oči, kako smo lahko ljudje danes popolnoma nezadovoljni z odnosi, kjer živimo, z svojimi življenji. Nikoli nam ni zadost, ker nekdo manipulira z nami in nam ustvarja vrednote, ki niso božje. Božji mir, ki ga svet ne pozna v Janezu 14:27, prihaja res samo od njega. In takrat, ko se mi počutimo povezanega z njim, imamo mir. Tretja stvar so pač hrana, pijača, droge. Vse, kar gre skozi naša usta, lahko noter, a ne? V bistvu mi zaužijemo. V bistvu vse raziskave, tudi ko se mi zdi, da so povezane z alkoholom, so začele raziskovati, kateri del možganov je najbolj prizadet, oziroma na kaj vplivajo alkohol in na kaj vplivajo droge. A boste uganili, na kateri del možganov? Tako. In v bistvu tukaj piše potem še naprej, da pač dolgoročno manipuliranje z alkoholom prispeva k temu, da ga želimo še naprej uporabljati in da smo zasvojeni, preprosto zasvojljivost. In vse je spet povezan s tem modelom možganov. Če pogledate v svetu tiste stvari, ki nam najbolj pašejo, ki so najbolj razvite, ki najbolj služijo denar, vse so povezane s tem modelom možganov. Zdaj, sicer vi to že najbrž veliko veste, ampak meni je bilo vseeno ful zanimiv, ko sem v bistvu raziskovala glede mesa. Sicer jaz ga res že dolgo časa ne jem, ampak vseeno se mi zdi pomemben, da vemo. V bistvu, meni bo zmeraj vprašanje, zakaj pa je Bog sploh dovolil jesti, v začetku ne bi bila naša prehrana vegetarijanska, zakaj pa on sploh dovolil po poplav, da jejo meso. Oni so se res dolgo časa pritoževali in padali konstantno. Piše, da so v bistvu razlog za to pa je, on je dovolil, da dolgo živeča rasa je meso, je v bistvu živalsko hrano, zato da skrajša v bistvu njihova grešna življenja. Njemu je bil greh ugaben. On je dovolil, da se naše življenje zaradi tega skrajša. V bistvu niti košček mesa ne bi šel v naše želodce, ker je to tako nenaraven. Zdaj smo se že navadili. Ampak nekaj najlepšega, kar je Bog ustvaril, mislim, pa to sploh ni, ne samo, da je v bistvu povezan z razvojem raka, to je še toliko raziskav zraven, da res nima časa za to, ampak ena tukaj spodaj, zelo pomemben sestavek, ki sem ga pa našla, je pa, da stimulira nižje strasti človeškega organizma. Meni je bilo enkrat ful zanimiv, ko je eden rekel, da je z razlogom glava vzgor, da je Bog z razlogom ustvaril glavo tukaj, srce majhen nižji, želodec še malo nižji, spolni organ je pa najnižji. Ker včasih ljudje zelo močno razmišljamo s temu, včasih s temu, ampak v resnici ne bi tole nadzorovali vse tole. In ko mi v bistvu manipuliramo z določeno hrano, z določenimi substancami, se te strasti ratajo ful močnejše in se ne moramo upreti. Konstantno se želimo več tega. Zdaj pa v bistvu ena stvar, ki sem jo pa tudi, ki se mi zdela tudi zanimiva, in sicer v bistvu nikjer v Svetem pismu res ne piše, da je meso greh ali pa da je sladkor greh. Ampak piše pa za eno stvar, ki sem bila jaz šokirana od Ellen White, da je v bistvu črn čaj pa kava, da sta greh. Zakaj? Je v bistvu vpliva na možgane, droga. In enako vpliv imata kot ostala droga. Postanemo popolno zasvojeni z njima. V bistvu sta idola, ki ustvarjata vzburjene, morbidno
dejavnost v naših možganih. Ja. Stvar je pač v tem, da v bistvu takoj se stimulira in potem to tako v našem sistemu pade, da smo mi konstantno pod stresom. Mi smo nervozni, ne razumemo zakaj, ne znamo se lepo pogovarjati, ne znamo v miru stvari početi. Dajmo pomisliti, koliko stvari okrog nas, ki nas konstantno draži. A ne? In to je res za vsakega posebej. Enako kot tobak sta, in to je pisala Ellen White 200 let nazaj. V prednjem režnju, meni je to neverjetno zanimivo, v bistvu enakovredna sovražniki, enakovredni naši prednjemu režnju so tobak, kofein, črn čaj, Coca-Cola, prosim ne me vršt ven, ampak tudi kakao pa čokolada ima ta kofein in to kar konkretno mero. Ja. Gorenka ne. Ja, pa imaš kaj za povedati? Gorenka ne. A ja, ni kakava? No pa krimo. Maja si hotel nekaj Ja, reči. če sem želel reči, da mi zdaj beremo take navedke, pa si rekla, recimo 150 let stare, pa se nam mogoče zdi povsem normalno, da govorimo, da je tobak škodljiv in kajenje cigaret. Ne vemo pa, da so v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja zdravniki promovirali kajenje. In obstajajo reklame, kjer so rekli, večina zdravnikov kadi recimo Camel. Zato dajte tudi vi. Pomaga pri astmi. A ste vi videli največje, kdo lobira v bistvu naš svet? Kje je največja moč? Pri proizvajalcih, tisti, ki proizvajajo stvari za nas. Včasih si videl reklamo za mlek popolnoma povsod. A vi veste, koliko je mlečna industrija močna v Ameriki? To so nepojemljive količine za nas, nepojemljive količine. Oni so takrat, vsi promovirajo tisto, kar bi radi prodali. Tako. Zato imaš pa te mlečne v bistvu proteine povsod, ker je tega toliko v industriji, za mašin, za fitness industrijo, čokolada, povsod je noter kazein, v bistvu drugi. Pa sam, jaz bi rekel, da ne delajo za nas, ne delajo za svoj profit. V bistvu tlele piše o tem, da so izdelki s kafeinom začasno sprožijo naš excite the mind, torej vzburijo naš nervozni sistem. After effect, torej efekt po temu je pa utrujenost, paraliza mentalnega in moralnega in fizičnih, paraliza moralnih, mentalnih in fizičnih moči. Aktivnost naših možganov je zavedno znižana. Ja, aj hočem tukaj povedati. Vsaka droga ima dve komponenti. Tista, ki vzburja, pa tista, ki dela obratno, ki pomirja in spravlja v depresijo. In ker je treba zmeri več dati ekscitativnega momenta, ljudje dvišajo dozo, do slatega strela. Zato, ker se depresivna faza zmeri krajša, pa se pa ekscitativno poveča s tisto stanje vzburjenosti, kot se pravi. Evo, v bistvu, tlele sem pa najdla en članek, ki neverjetno povzame skoraj vse, kar sem jaz povedala do zdaj. Droge, ki spreminjajo našo zavest, zdravila, alkohol, tobak, izdelki s kofeinom, nepravilna dieta, vprašljive TV, a je kaj narobe z novicami? Ja, se niso prave. Samimi po sebi. Tako, samimi po sebi v defaultu ne, ampak ko vi vzamete cel paket, kdo od nas je pa sposoben v bistvu požgati televizijo samo v 8 zvečer, pa samo novice pogledati. Pa še vprašanje, kaj te novice, od koga so te novice, kakšen sistem je za temi novicami, kaj nam sporočajo. Novice so tu sam negativne. Tako, sam negativne. Ampak v bistvu, torej TV, filmi in napačna vrsta glasbe. Jaz sem v 4 letih nabrala 50 recimo komadov, ki so primerni, pa sem jih veliko že preposlušala.
Torej, ta četrta stvar, ki sem jaz ugotovila, da je imela veliko vpliv v mojem življenju, so prijatelji. Jaz vedno v bistvu govorim, če Satan ne bo prišel direktno takole skozi, bo pa prišel skozi enega drugega. On je pač, žal je ekspert, mojster je, on ve, in mi imamo srce. In mi, mislim, res moramo biti previdni v tem, s kom se družimo, ker vedno ljudje, Adam vedno pove to zgodbo, on je postal adventist, on je šel delati nazaj v Iskro, kjer so bili njegovi stari prijatelji, 15krat, 20krat, 50krat, 100krat je rekel ne. 101krat je pa rekel ja. Sicer res je treba pač paziti, koga nam Satan pošle, pa zakaj. Evo, peto stvar sem pa v bistvu dodala. Jaz že v Mariboru, ko sem študirala, sem hodila na jogo. In vedno sem se ukvarjala, pač transcendenca je bila meni ful privlačna, sicer stvarnik kje pa, ampak transcendentno, paranormalno, stvari, ki se dogajajo okrog nas, seveda, ampak mene je vlekla vedno v napačno smer. In jaz se spomnim nazaj, ko sem jaz hodila čez cel spomin, ko mi gre nazaj. Jaz tist čas, ko sem se začela ukvarjati z jogo, se meni res ogromno stvari začel kar naenkrat podirati. Res. In ljudje danes iščejo, povsod iščejo en res velik del, ki ima v življenju, ampak dajte mi povedati, kako v poplavi informacij najdete pravo. Jaz mislim, da vsi, ki smo danes tukaj, smo tako privilegirani. Res, prosim, ne vzeti tega za samoumevno. Iz tega vidimo, da v poplavi moramo uvesti sušo. Torej, pa se pa bravo. začnejo Enkrat, ko se vse, torej abstinenco, ko umaknemo vse stvari, skozi katere Satan manipulira z nam, se začne tudi naš vid jasniti in luč prižigati. In res prosim, dajmo, da smo lahko danes tukaj, pa da preučujemo. A vi veste, jaz, ko sem bila na Tajskem, sem bila pri Davidu Careyju. On je imel eno zbirko knjig, kaset, vse je govorilo o tem, kako današnje religije, vse v bistvu nakazujejo na svet pisem. Kako je bila res prva čista vera, svetopisemska vera, potem so pa začela poganska ljudstva in ljudje manipulirati s tistim, kar jim je pasalo in se svoje bogove ustvarjati, da je prišlo in do muslimanske, in budistične, in ne vem česa. Preučevanje svetega pisma, božji dar, ne morem reči drugače, privilegij. Zato sem v bistvu, hočem vas spomniti na te stvari, v bistvu, če hočemo ostati povezani, to sem tudi slišala v enem prispevku prej že, mislim, da bo od Stepana, 5 stvari, ki vstal Satanov vpliv, torej abstinenca od vseh motivcev in informacij, ki je poplava v našem življenju, ki dobim enkrat e-mail, da je Paradajz rakov, po drugi strani pa dobim e-mail, da Paradajz ozdravlja raka. Kako ne se odločam? Potem preučevanje Biblije, svetega pisma, da res vidimo, kaj je resnica, kaj je Božja volja za nas.